Čau, jaz sem Miha in sorry, da ste na ta review mogli toliko časa čakati, ampak nisem jaz kriv. Apple je. Dajmo si ga pogledati. Danes si bomo torej pogledali iPhone XR. Najcenejšega od letošnjih Applovih 3 modelov. XS in XS Max sta v prodaji že nekaj časa, XR pa je prišel v prodajo pred kratkim. S sprednje strani je R zelo podoben XS modeloma. Diagonalo ima 6,1 inča, gre pa tokrat za LED tehnologijo zaslona ter ne OLED. Zato so tudi robovi malenkost debelejši, saj LED tehnologija potrebuje malenkost več prostora. Zaslon je super svetel ter ima odlične barve, pogreša pa 3D touch, ki ga pri dražjih modelih najdemo. Pri Applu so zadevo rešili z daljšim pritiskom na ekranu, da dostopamo do podobnih funkcij. XR je malenkost debelejši ter malenkost težji, kar daje v roki tak hud premium feeling. Je pa tudi malenkost večji od 10 oziroma XS modela. Stranice so aluminijaste, zadaj pa je steklen, kar pomeni, da omogoča brezžično polnjenje. Na voljo je v 6 barvah, klasični beli ter črni, pa tudi modri, rumeni, oranžni ter meni najljubši rdeči. Ima stereo zvočnika ter IP67 certifikat, kar pomeni, da je odporen na prah ter vodo, potapljati se pa glih ni treba. V notranjosti ni večjih sprememb. Še vedno je tukaj Appleov napredni A12 Bionic čip, v podporo pa mu je 3 GB RAM. Za odklepanje poskrbi tehnologija prepoznavanja obraza Face ID, ki je zelo hitra. Pri večji debelini telefona je lahko večja tudi baterija. Ta ima skoraj 3000 mAh, kar v praksi pomeni, da R zdrži najdlje od vseh desetk. Je pa še ena sprememba, ki ste jo verjetno že opazili. XR ima samo eno kamero, medtem ko imata XS 2 kameri. Je pa ta kamera enaka tisti glavni na XS-u, torej 12 megapikslov ter zaslonke 1,8. Ta druga kamera XS-u omogoča portrait mode, kar pa ne pomeni, da ga R nima. Le ta pač deluje s pomočjo programske opreme, podobno kot na Googlovi Pixel seriji. Lahko pa tudi tukaj spreminjamo stopnjost zamegljenosti ozadja. Je pa tukaj še ena fora. Portrait mode na R-u deluje samo na ljudeh, medtem ko na XS deluje na vseh stvarih ter bitjih. Tako da žal ne bo nič s hudo fotko tvojega psa ali tiste epske torte, dela pa hude 4K videe s 60 frame na sekundo. Kaj je torej fora XR-a? Ne moramo reči, da gre za budget iPhone, saj je to še vedno premium naprava. Lahko pa gledamo na XS kot manjšo nadgradnjo z nekaj dodanimi bombončki. Če vas ne moti malenkost slabši zaslon ter enojna kamera, je to pravi iPhone za vas. Čau! Začetek nečesa izjemnega. A1.